Med ljudmi velja, da so poslanci v rožicah, toda tokrat mislimo dobesedno na tiste prave, rastlinske rože. V naslednjih 2 letih bodo za državnozborske cvetke namenili dobrih 30 tisočakov. Dosta, preveč. Jaz sem rekel, za 30 tisoč na leto bi jaz tudi. A je pravi čas za cvetje in cvetijo rožice? Ja, ni videti. 30 jurjev za vzdrževanje približno 100 rož. Za ta denar bi lahko imeli rezanega cvetja vsako leto dobesedno na tone. Če gremo preko kakšnega normalnega, malo dražjega dobavitelja, ene 5 do 10 tovornjakov, po mojem mnenju, bi se dal dobiti. Tovornjakov, to se pravi v njih ta velikih. Če gremo pa na kakšno poceni varianto, tam pa dobiti enih 50 tovornjakov. Pozoren pogled na parlamentarna okna odkrije nekaj lončnic. Manjkajo orhideje, pa vrtnice, gerbere ter druge, ki jih bodo rabili bolj redko. Čeprav je 6. dan v letu v parlamentu, nismo našli sogovorca, ki bi bil z nami pripravljen pokramljati o parlamentarnih rožicah. So nam pa v pisnem odgovoru odgovorili, da je nabava del njihove varčevalne strategije. Dobra novica pa je, da imajo lončnice 12-mesečno garancijo. Ta varčevalna je bolj iz trte izvita. Leta 2012 so porabili za 10 tisočakov rož, lani skoraj za 12, letos pa dobrih 15. Toda tokrat bomo imeli tudi servis za zalivanje lončnic, saj snažilke, tajnice ali poslanci tega ne zmorejo sami. Ker tudi pri lončnicah cvetočih moramo govoriti o potrošnih materialih, ne smemo zdaj to vzeti za nekaj permanentnega. Bi bilo bolj, da bi denar namenili za kaj drugega, pa kaj bolj koristnega. Komur ne rastejo rože, mu po starem ljudskem reku raste plevel. V našem parlamentu pa bomo še naprej pogrešali drevo, ki bi lahko bilo simbol naše republike – bananovec.